Zgodba te kolumne je blazno zanimiva. To se je zgodilo mene 2-3 tedne nazaj, ko nenadoma so me začeli tisti dan, mislim, da 5 ljudi sem srečal in vsak je rekel, ti super kolumne. Sem rekel, kako je super kolumno? Mislim, pomislil sem na kolumno, ki sem ravno prebral, ki je bila v Evropski uniji in ko piše, da so v Evropski uniji seveda nobene trzne. Sem rekel, kaj ljudem, zakaj je kar naenkrat ta Evropska unija tako zanima, plus to ni bila zabavna kolumna, se je neka resna, dolgočasna kolumna. Sem že pomislil, da se je svetu zmešalo, kar ugotovim, da kroži po internetu moja 6 let stara kolumna. In v naslednjih dneh, ne vem, kogarkoli srečam, prijatelji pravijo, super kolumno, vsi preberejo to kolumno staro 6 let. Ki govori se o čefurjih, o tej mami, ki pač jo je strah, da bo se njena hčerka postala čefurka in pač jaz odgovor nekako obrnem to optiko in povem, da čisto je moja mama strahovala, ko sem pač šel po neki nepredvidljivi poti. Seveda s polno ironije in heca, ampak sem mislil, da dejansko, kar je mene presenetilo, je to, da sem mislil, da ta debata čefuri, da je že malo pase, da smo se nehali toliko obadati. Itak se zdaj imamo toliko zaobadati z begunci, pa z migranti, pa z islamisti, pa mislim, toliko enih drugih čeforjev, da tako rečem, da se mi je zdelo, da pač to, da smo to nekako prerasli, to temo. Svet je osiromašen, poln bolečine, poln enih socialnih stisk, pustimo to, kaj se vse je zgodilo pač z jezikom, ki je pač, mislim, pa tem političnimi delitvami jezika. Tako da v bistvu v tem smislu nek manjko jaz čutim. Ne bom rekel, mislim, daleč tega, da bi jaz zdaj se rekel, da moje življenje je neko življenje v izgnanstvu, pa da bi hotel narediti svojo usodo nekako bolj dramatično, moram reči, da moje življenje ne bi menjal za karkoli. Mi je pa zelo blizu ta občutek, ko nisi čisto na svojem, ko ta svet, v katerega se je rodil, ga ni. In spet pač so bila obdobja, ko je bilo zelo težko, ker je pač enostavno svet, v katerem si živel, ni razumel te dvojnosti, ki si jo nosil v sebi, ni odobraval, silil te je, da se opredeliš, kaj si, kje si zdaj ti. A si Slovenca, ali si Bosanca, nisi mogel razložiti, da si ti vse to, da imaš to vse v sebi. Da se moraš pomagati, pač rodil si se v Ljubljani, da bi te kdo karkoli vprašal, naučili so te 2 jezika, da bi te kdorkoli kje vprašal, potem so rekli, da govoriš 5 jezikov, da bi te kdorkoli vprašal. Skratka, mislim, vse to se je zgodilo mimo neke moje volje. In v bistvu, kar sem jaz nekako rabil, pa kar mislim, da večina ljudi rabi, da nekako sam pri sebi se pomiriš s temi stvarmi, da sam pri sebi razčistiš in da v enem trenutku rečeš, lejte, jaz vem, kdo sem in kaj sem. Ambici se hitro znemiš. To v bistvu v Sloveniji dosti hitro dojameš, da nekako ni zdravo imeti prevelikih ambicij. Enostavno, tudi to je stvar nekega spoznavanja, nekega prostora. Slovenija je predvsem majhen prostor in po eni strani seveda pač si vesel vseh nagrad, po drugi strani se pa hitro zaveš, kako v bistvu, ne vem, če daš 5. predstavo v avtu, prečkaš mejo in padeš v brezno, svetka nite. Svetka mene že, ne vem, sicer se truda, da ne bi bilo tako, ampak pa imam mogoče mičkam pretiravam, ampak ne zelo, ko rečem, da vem, že v Trstu ali pa Gracu, v bistvu ni. In to zavedanje v bistvu zelo pomaga pri tem, da nekako ostaneš na nekih realnih tleh. Se zdaj pač mogoče v Sloveniji, mislim, če sem še neka prva liga, sem že v regionalnem neki jugoslavijski literaturi bolj tam boj za obstanek, če nisem že izpadel iz prve lige. Mislim, daleč od tem. Mislim, hitro, v vsakem nekem večjem prostoru si pač spet niko in ništa. In prvič, ko te pošle v Leipzig na knjižni sejem, če ti to do takrat ni bilo jasno, ti to takoj postane jasno.